Najprej hvala lepa, da ste me povabili. Predsednik vlade Modi in predsednik vlade Netanjahu sta že vrsto let v zelo tesnih osebnih odnosih. In pravkar smo to videli v videu, ki ste ga omenili. In to smo videli tudi, ko je bil tukaj nazadnje, okoli februarja. In predsednik vlade Netanjahu je dejal, da bi predsednika vlade Modija imel za več kot prijatelja, za brata. In to smo videli ob njegovem obisku. Kar je privedlo do približno 17 pomembnih sporazumov na področjih obrambe, umetne inteligence, upravljanja z vodo, kmetijstva, inovacij in tehnologije. Ti sporazumi so pokazali, kako je partnerstvo vse bolj usmerjeno. In upamo, da bo prostotrgovinski sporazum kmalu naraven korak, ki bo pomagal razširiti trgovino. Z indijskega vidika ima Izrael zelo poseben položaj v naši zunanji politiki, saj mnogi Indijci vidijo to državo kot državo, ki se je uspešno preoblikovala v svetovno središče inovacij, tehnologije in odpornosti. In obstaja precejšnje občudovanje izraelskih dosežkov na področju zagonskih podjetij v kmetijstvu. Obe državi sva civilizacijski državi. In v javnosti se ta odnos vse bolj krepi in ga poganja zelo močna povezava med ljudmi. Vsako leto vidimo tisoče Izraelcev, ki obiščejo Indijo, privlačijo jih njena kultura, duhovnost in zgodovinske povezave, medtem ko je joga v Izraelu postala zelo priljubljen kulturni most. Tako obstaja globoka zgodovinska osnova, saj je Indija ena redkih držav, kjer so judovske skupnosti živele stoletja, ne da bi bile izpostavljene kakršnemu koli preganjanju. Tako da je v tem odnosu, kot pravite, meja le ne bo. Neverjetno je videti, kako ta odnos raste. Rad Ranadib, zanima me, kako je konflikt z Iranom vplival na Indijo. Pred kratkim je bilo v ameriškem napadu na tanker ubitih več indijskih mornarjev. To je vzbudilo precejšnjo pozornost. Kako so ta dogodek sprejeli v Indiji? Ali je to povzročilo kakršnokoli domačo kritiko zaradi tesnih vezi Indije z Izraelom ali celo z Združenimi državami? Res je, to je zelo zapletena situacija. Videli smo, da je smrt 3 indijskih mornarjev v Omanskem zalivu predvsem človeška tragedija. In po poročilih je bila ladja tarča Združenih držav Amerike, ker so sumili, da je bila vpletena v prevoz iranske nafte, kar je bilo kršitev ameriških sankcij. Vendar pa je dejstvo, da so civilni indijski člani posadke izgubili življenje, razumljivo povzročilo veliko zaskrbljenost in žalost po vsej Indiji. Indijski odziv je bil odločen, a tudi preudaren, saj je Indija vložila uradni diplomatski protest in poudarila, da civilni pomorščaki ne bi smeli postati kolateralna škoda v velikih geopolitičnih spopadih. Vlada je prav tako pozvala k zadržanosti ter zaščiti trgovskih pomorskih poti, ki so ključnega pomena za svetovno trgovino in energetsko varnost. Še širše gledano pa ta incident izpostavlja stalen izziv za Indijo, saj je zalivska regija izjemno pomembna za indijsko oskrbo z energijo, trgovino in delovno silo v tujini. Posebej pomembno je, da eden največjih tokov nakazil v Indijo prihaja iz zalivskih držav, kjer živi tudi veliko število Indijcev. In ko je Iran napadel celo med zadnjo vojno, je to postalo problem za Indijo, saj je kljub dobrim odnosom med Indijo in Iranom Iran napadal mesta, kjer so živeli indijski civilisti. Tako je to zapleten izziv za indijsko zunanjo politiko, ki teži k uravnoteževanju odnosov z več partnerji. Vendar ne verjamem, da bo ta poseben dogodek povzročil kakršnokoli večjo spremembo v indijski zunanji politiki. Vendar je to oster opomnik, da ima konflikt, ki obstaja v Zahodnji Aziji in je za Indijo zelo specifičen, še vedno vpliv tudi v Indiji. To je zagotovo zahtevno uravnoteženje, ki ga mora Indija izvajati, saj ohranja močne odnose z Izraelom, hkrati pa vzdržuje vezi z Iranom, arabskimi državami in državami zaliva. Kako smo lahko opazovali to uravnoteževanje v praksi? Indijska politika do Zahodne Azije je bila vedno opredeljena s tem ravnotežjem. Ta kriza pa je to uravnoteževanje naredila bolj zapleteno, a v osnovi ne zelo drugačno. Po eni strani smo videli, kako se Indija strateško vse bolj povezuje z Izraelom. 2 dni pred začetkom vojne z Iranom je bil predsednik vlade Modi v Izraelu. In obstajajo velike razlike v tehnološkem sodelovanju celo z Združenimi državami. ZDA so tako očiten strateški partner, po drugi strani pa Iran ostaja pomembna država za projekte povezljivosti in energetske interese, medtem ko so zalivske države ključne za trgovinske naložbe in veliko indijsko diasporo. Zato je za Indijo zapleteno upravljati vse te odnose. Kot sem pojasnil, sledimo teoriji večsmernega povezovanja. In ta situacija vse skupaj še bolj zaplete, saj so napetosti med akterji zelo prepletene in ne predstavljajo ločenih kriz. To zmanjšuje manevrski prostor Indije in povečuje diplomatsko občutljivost vsake javne izjave.
Indija ima tudi veliko šiitsko prebivalstvo, ki zelo pozorno spremlja oblast v Iranu. In to postane zelo težko vse vzdrževati. Zato je bila Indija ena prvih držav, ki je pozvala k deeskalaciji in zaščiti civilistov. Vsekakor težka možnost, ko se regija sooča s toliko izzivi. Ranadip Chakraborty, lepo, da ste z nami na E24 News English, da nam podrobneje predstavite indijsko perspektivo.